Lepo pozdravljeni, spoštovani udeleženci konference Kadrovska vrzel v EU, ki jo organizira Inštitut Antona Korošca, Slovenska ljudska stranka, in seveda čestitke doktorju Čeparju in zahvala za njegovo prizadevnost za organizacijo konference. Žal danes ne morem biti z vami, imam še eno drugo obveznost v Sloveniji, ki je nisem mogel odložiti. Sem se pa potrudil, da sem vam pripravil to tako imenovano PowerPoint predstavitev, skozi katero se bom tudi sprehodil v tem posnetku in upam, da boste malo s poslušanjem mene, malo pa sledenjem tudi PowerPointa ujeli sporočila, ki jih želim podati na to temo. Kar se tiče tega današnje moje predstavitve, želim najprej izpostaviti demografske trende po svetu, potem trendi v EU-ju z poudarki na posameznih državah, v EU-ju tudi primeri posameznih držav. Zahodni Balkan, naša soseščina, je zelo simptomatična in veliko pokaže, kaj se lahko zgodi tudi negativnega na področju kadrovske politike, in tudi ti podatki so zanimivi. Malce tudi med mladimi, ki so tisti, ki se največ selijo, da se dotaknem še njih. Na koncu pa tudi neki predlogi rešitev, ki jih sam vidim in jih boste zagotovo še dodelali na današnji konferenci. Kar se tiče globalno gledano, vemo, da je na svetu prva milijarda ljudi bilo leta 1800, druga milijarda ljudi tam okoli prve svetovne vojne, tretja leta 1960, peta v 80-ih letih in sedaj v tem desetletju se približamo tej 8 milijardi in nekje na 9,5 milijard, tam nekje do 10 milijard pa se pričakuje ljudi do konca tam nekje leta 2050. Ta rast prebivalstva je zelo zanimiva. Evropa je imela še leta 1913, se pravi pred prvo svetovno vojno, 1/4 svetovne populacije, danes jo ima Evropa v celoti slabih 10% in v naslednjih letih bo ta procent samo še padal proti 7%. Evropska unija sama pa se zna tam do leta 2050 predstavljati samo še neke 4% globalnega prebivalstva. Ta rast prebivalstva se je v preteklosti dogajala predvsem v Aziji, zadnja leta v Afriki. Na teh dveh kontinentih bo tudi največ rasti v prihodnje. Za Evropo pa je značilno, da bo tam nekje po letu 2050 začela ta populacija upadati in pa da je še danes najstarejši kontinent in se še z leti tudi stara. Na grafih, ki jih imate pred sabo, se vidi ta rast. Bodite pozorni, graf, kako se ti milijoni sledijo v grafu in da sicer bi bil ta graf še bistveno bolj strm, vidi pa se, da dejansko Evropa je edini kontinent, ki stagnira in pa velika rast v preteklosti v Aziji, danes v Afriki. Kar je značilno pri tej rasti števila prebivalstva je to, kot sem predstavil v naslednjem grafu, vidimo, da raste predvsem prebivalstvo v tem manj razvitem delu sveta. To so skupine držav pa kontinenti, kot so Afrika, Azija brez Japonske, Latinska Amerika, Karibi, Oceanija. In leta 1950 je bilo v tem delu sveta 1,5 milijarda ljudi, v ostalem razvitejšem svetu 1 milijarda, danes je tam že 6 milijard ljudi, v tem razvitem svetu 1,3 milijarde, napoved za 2050 pa je, da bo kar 8 milijard ljudi živelo v tem delu sveta, ki se ga tu označili kot manj razvit, 1,5 milijarde pa v tem razvitejšem delu. Iz grafov je tudi vidno, da zelo raste predvsem število prebivalcev, ki živijo v urbanih središčih. Se pravi, ta rast sedaj tudi v Afriki v naslednjih desetletjih se pričakuje predvsem v velikih mestih, ne več na podeželju, to, kar je bila Afrika 50 let nazaj, ko je bila večina ljudi nomadov po afriškem kontinentu, danes pa so to več 10-milijonska mesta in tu izvira tudi ta migracijski trend, migracijski naval iz Afrike v zadnjih letih. Kar se tiče Evropske unije, je značilno, da je zelo nizka rodnost v Evropski uniji. Tu so države kot sta Irska, Francija, pa tudi skandinavske države med boljšimi. Slovenija z 1,61
rojenega otroka na fertilne ženske je nekje v evropskem povprečju, imamo pa države, ki imajo še bistveno večje probleme, kot jih imamo mi. In generalno lahko rečem, da v Evropi manjka te družinske politike, manjka najbrž tudi več politike, skrbi za stanovanjsko politiko, delovna mesta med mladimi in tu so že možnosti za napredek. Kot sem že dejal, staranje prebivalstva je v Evropi tudi eden od zelo velikih problemov. Vsi želimo živeti dlje, kar k sreči tudi gre, se pravi doba, v kateri se pričakuje, da umirajo ljudje, se daljša. Žal pa v ozadju ni dovolj rodnosti in tu je ta naš ključen problem. Kar se tiče Evropske unije, je značilna tudi zelo velika ta notranja migracija. Sam vedno mer opozarjam na to. Podatek, ki ga imate tu, je, da je kar 11,8 milijona delovno aktivnih državljanov EU bilo razseljenih po Evropi. V nadaljevanju imate tudi grafe, v katerih se vidi, da so tu Romunija, Poljska tiste prve države, ki so zelo veliko ljudi izgubile, predvsem od vstopa v Evropsko unijo. Migracije v Evropski uniji običajno potekajo iz teh manj razvitejših regij v bolj razvite regije. Zelo vidna pa je tudi migracija iz podeželja v mesta. Ponekod se to dogaja preko najprej znotraj države, v državah kot so Romunija, Bolgarija, tudi Hrvaška je iz zadnja leta tu kaže zelo negativne trende, tudi baltske države, pa je ta migracija največkrat direktno, kar tu je ciljne države, ki so po večini te severozahodna Evropa in pa Velika Britanija v preteklih letih. V grafih imate naprej tudi to vedno večjo koncentracijo po evropskih mestih. Napovedi demografov govorijo, da bi naj v Evropi od danes tam nekje 55% ljudi, ki jih živi v teh metropolitanskih regijah, prišlo kar blizu 70, mogoče celo 75, najslabše napovedi so tudi 80% ljudi bi naj živeli pa leta 2050 že v teh metropolitanskih regijah. Tu sam poskušam tudi odgovarjati z projektom Pametne vasi, kjer poskušamo ravno iskati priložnost za delovna mesta, za kvalitetno življenje, tam, kjer je izvor teh migracij, se pravi na podeželju. V naslednjih grafih je tudi zelo lepo vidno, katere so države, kamor se ljudje selijo, in vidimo, da je v modri barvi Skandinavija, osrednja Evropa, severno-zahodna Evropa, da pa to, kar sem že dejal, tako z baltskega dela, z baltskih držav, vzhodne Evrope, pa tudi iz Španije, Portugalske, se pa ljudje ne priseljujejo, ampak je ta trend negativen. V teh naslednjih grafih je lepo vidno, da je prebivalstvo Evrope v teh zadnjih desetletjih naraščalo. Kot sem že prej dejal, da nekje na leto 2045 doseže Evropa višek števila ljudi s temi 525 milijoni in da se potem do konca stoletja že spusti izpod 500 milijonov. Če bi šli tu bolj v detajle, je zelo zanimivo, da v teh letih, tam v letu 2100, že Francija prehiti Nemčijo nekje na slabih 80 milijonih, se pravi, Francozi se okrepijo za 10 milijonov in več prebivalcev, Nemci so v upadanju. Naš napoved za Slovenijo je tam nekje okoli 1.600.000 ljudi, recimo sosednja Hrvaška, ki pa ima sedaj še preko 4 milijone, bi pa naj imela takrat okoli 3 milijone, nekatere črnoglede napovedi so še bistveno nižje. Tako da znotraj te številke se skrivajo tudi zelo velike prerazporeditve v prebivalstvo v tiste razvitejše države, ki sem jih že tu omenil. Tu so posamezni primeri navedeni od Nemčije, Poljske, Romunije, Estonije, Latvije. Zanimivo je to, da je ta napoved, da bo v Nemčiji 2025. leta primanjkovalo 5,5 milijona kvalificiranih prebivalcev. Oni so si zadali cilj tudi, da pripeljejo v državo 380.000 ljudi na leto. S tem bi tudi obdržali tisto številko prebivalstva nekje na 85 milijonih
Če pa vidimo, kakšna je rodnost v teh državah, odkoder ti ljudje prihajajo po večini, se pravi iz manj razvitih držav, pa vidimo, da bi Nemčija lahko z tako ambicioznim kadrovskim prilivom izpraznila bazen iz držav, kjer je približno 50 milijonov ljudi, tam je približno tistih slabih 400 tisoč otrok ob relativno slabi rodnosti v teh območjih, v teh državah. Tako da Poljska je tista država, iz katere se je izselilo največ ljudi, 3,1 milijona ljudi. Pri njih je tudi prispelo približno milijon Ukrajincev, tako da delno blažijo ta kadrovski cunami v Zahodno Evropo, Poljakov, Ukrajinci. Res pa je tudi to, da se je sedaj v zadnjih letih, ko se je Poljska gospodarsko ukrepila in ko je prišla na približno 70% povprečja razvoja EU, ta trend ublažil in da se tudi že mnogi vračajo nazaj. To se pravi, migracije so v veliki meri povezane z delovnimi mesti, s kvalitetnim pogoji za bivanje, zato je tudi kohezijska politika, na primer Evropske unije, zelo potrebna, da se čim bolj približamo evropskemu povprečju. Tiste države s še drastičnimi podatki so Romunija, Estonija, Latvija, Litva, države, iz katerih je resnično zelo veliko ljudi se izselilo in za Romunijo je podatek, da je leta 2008 zunaj Romunije v članicah EU bivalo približno 9,5% Romunov, danes pa ta procent že kar 21,3%, se pravi vsak peti in več, bliže že četrtega sedaj Romuna živi zunaj svoje matične države in to je problem, ki lahko na dolgi rok tudi ogrozi kohezivnost Evropske unije. Tu so potem v nadaljevanju tudi navedeni statistični podatki Eurostata, koliko ljudi nominalno iz katere države biva v zunaj matične države. Tu je pa tudi potem naslednji tudi Eurostatov graf, v katerem pa vidimo, odkot prihajajo ljudje v posamezno državo. Naprimer, Luksemburg ima skoraj polovico prebivalstva, ki niso domicilno Luksemburžani in od tega jih 40% prihaja iz držav Evropske unije, 8% pa iz drugih držav. Tu treba biti zelo pozoren tudi na baltske države, kjer je delež ruskega prebivalstva tisti, ki je večina teh prebivalcev, ki niso domicilno iz teh držav. Zanimive so tudi višegrajske države, kjer vidimo, da je zelo malo migracij bilo v preteklosti v te države in to je tudi eden od, po mojem prepričanju, razlogov za tako konzervativno zadržan odnos pri sprejemanju migracij, kajti teh tokov v preteklosti niso imeli, za razliko od naše države, ki pa je že iz področja nekdanje Jugoslavije imela kar veliko ljudi, ki so prišli v našo državo. Zanimiv je tudi naslednji graf, ki govori o tem, o mobilnosti državljanov iz posameznih držav. Pozorno je potrebno biti tudi na obe barvi, se pravi ta rjava barva, ki govori, kakšno je bilo stanje leto oranžna leta 2008, modri barvi pa je leto 2018, kjer se zelo vidi, katere so tiste države, iz katerih je prebivalstvo v teh letih se selilo v druge države. Posebno poglavje je Zahodni Balkan, tako tu v Bruslju imenujejo države nekdanje Jugoslavije, ki še niso v Evropski uniji, in Albanijo. To je območje, ki je dobesedno že izpraznjen kadrovski bazen. Srbija se je na primer v 15 letih zmanjšala iz 8 milijonov na 7 milijonov ljudi, malce več kot 7 milijonov je še samo Srbov. Zelo slabe podatke okoli rodnosti, tam nekje okoli 60 tisoč Srbov se rodi, preko 100 tisoč, 110 tisoč jih umre letno, hkrati je pa še tam približno 50 tisoč odliva mladih ljudi iz Srbije v najrazličnejše dele sveta. Nemčija je tista, ki prva srka, tudi ostale države. Podobno usodo deli tudi Bosna. Nekaj manj dramatično je na Hrvaškem, vendar so posamezni predeli, kot je Slavonija, v podobnih težavah. Prav tako pa tudi tista velika rodnost, ki je bila včasih značilna za Kosovo in Albanijo, se umirja in tudi tam gre za velik odliv teh ljudi v Zahodno Evropo. Kaj je danes, ko je Nemčija odprla trg za te ljudi, je zelo jasno treba vedeti, da bo sedaj
ne več to, da bi prihajali za leto, dve v Slovenijo, Hrvaško, pa potem odšli v Evropsko unijo, ampak gredo direktno in tudi na nek način tudi lahko grožnja tega trenda oziroma kazalcev v Sloveniji, ki so v zadnjih letih kazali ob preveliki izselitvi naših ljudi v tujino, pozitiven selitveni trend, kajti več ljudi je prav iz teh območij prišlo v Slovenijo. Tako da to je lahko z vidika kadrovskega potenciala za Slovenijo v naslednjih letih tudi ena od problematičnih točk. Kar se tiče mladih, ki so največkrat tisti, ki se selijo, delovno aktivni, tudi tisti, ki rojevajo v tej generaciji, se pravi najbolj vitalni del družbe, je značilno to, da so skozi lažjo migracijo že v času študija preko Erasmusa in sicer zaradi prostega pretoka ljudi, blaga in vsega, kar Evropska unija nudi, danes še toliko bolj mobilni sami, hitreje se odločajo, boljše imajo dostope in zato je potrebno za to, da se nam ta beg možganov ne bo nadaljeval, nekaj storiti in v tem delu lahko mirno rečemo, da ima zelo pomembno vlogo tudi šolski sistem, primeren šolski sistem, zaposlitvene priložnosti tudi, da gradimo na policentričnem razvoju, da so lahko ljudje z relativno nizkimi stroški tudi v času šolanja, v času delovne aktivnosti, da lahko pomagajo domačem kraju, tako da tu mislim, da moramo kar zelo veliko narediti na tem, da ohranimo ta koncept policentričnega razvoja Slovenije, ki ga je postavil v 70-ih letih gospod Stane Kavčič, da ne bo ta beg možganov prehud, hkrati pa tudi narediti to, da se nam zgodi dejansko to kroženje možganov, se pravi, da mlade znamo tudi privabiti po nekaj letih dela nazaj v Slovenijo. Mnogi vidijo, da tudi zunaj ni vse zlato in se radi vrnejo, tu pa mislim, da je potrebno kar nekaj narediti, se naučiti iz takih primerov, kot je Irska, ki so znali zelo dobro to sebi v prid izkoristiti in da ustvarimo pogoje za zaposlitev in za podobne stvari. Sam poskušam tudi s svojim delom biti dosti med mladimi. V nadaljevanju mojih prosojnic imate tudi te fotografije, kjer se družimo z mladimi, tudi zelo veliko sam stavim na ustrezen izobraževalni sistem. Preko Zavezništva za mlade smo upozorili na to, kako imajo nemško govoreče države z dualnim sistemom izobraževanja, kjer sta zelo v stiku šolstvo in pa izobraževalni sistem z gospodarstvom preko vseh faz izobraževanja, da je to tisto, kar je treba najbrž tudi pospešiti v Sloveniji, imeti tudi ustrezen nivo tistih, ki upravljajo poklice, ne zgolj strmeti za tem, da bo 70–80% ljudi šlo na študij, kajti na koncu koncev je tudi zaposlitvena sposobnost omejena. V projektu Zavezništvo za mlade smo šli te izkušnje pogledati tudi v Bruselj, v Avstrijo in prav pri Avstrijcih mislim, da se lahko Slovenci zelo veliko naučimo na tem področju. Naj zaključim s temi nekimi predlogi sklepov ali pa rešitev, kaj vidim sam kot to, kar moramo v družbi biti zelo pozorni. Prvo, kot sem že dejal, ustrezna družinska politika, premalo govorimo o družinah, premalo tudi pozornosti posvečamo, da bi imeli mladi možnost, da se raje odločajo za večjo rodnost, tudi najbrž že v kakšnem malce prej kot danes, se pravi v zgodnejših letih. Temu sledi takoj normalno ustrezna stanovanjska politika. Tu mislim, da mladi velikokrat izpostavljajo te probleme. Mislim, da imamo v Sloveniji zelo veliko možnost tudi v aktiviranju obstoječega stanovanjskega fonda širom po Sloveniji, da ni to rešitev, da bomo samo v velikih mestih, največ v Ljubljani, gradili stanovanjske soseske, ampak da je treba aktivirati obstoječi stanovanjski fond. Zelo veliko lahko v teh primerih pomaga kohezijska kmetijska politika s pomočjo tako ruralnim območjem in sicer s kohezijskimi skladi dvigu razvoja posamezne države, da država nudi, kot sem že dejal, kvalitetno delovno mesto, kvalitetne pogoje življenja in tu je evropska kohezijska politika zelo veliko naredila, pomagala. Irska je še enkrat svetu primer. Izboljšan proces izobraževanja, ustrezna politika zaposlovanja,
Mislim, da je še nekaj možnosti, da kaj delovno teh poklicnih kadrov še iz Balkana v tem času dobimo. Mislim, da to nam koristi. Sam pa, kot sem že dejal, se še naprej trudim v projektu Pametne vasi in preko tega projekta tudi želimo pripraviti in pripeljati v Evropsko unijo, v Slovenijo in pa sicer na podeželje nekaj denarja. Upam pa, da bo tudi komisarka gospa Dubravka Šuica, ki je zadolžena prav za demokracijo in demografijo, naredila korak naprej v tej smeri. Hvala za vašo pozornost, želim vam uspešno konferenco in upam, da sem s svojim prispevkom pomagal tudi k lažjim zaključkom današnje konference.